Gospa Danica Kotnik je veliko svoje energije, volje in truda vložila v Ljudsko univerzo Mit Radlje ob Dravi, da je danes Ljudska univerza prepoznavni del in akter na področju vseživljenjskega učenja v Zgornji Dravski dolini. Na zavod je prišla pred mnogimi leti kot tajnica, potem je že začela izvajati izobraževalne programe, na kar je bila pravzaprav duhovni vodja tega zavoda. No in ne nazadnje je potem ostala sama in se je morala spopadati z vsemi problemi. Ljudje z nizko izobrazbeno strukturo se množično ne vpisujejo v izobraževanje odraslih in se pravi, da je predvsem pristop do teh ljudi, načini, kako priti do njih, izredno pomemben. Mene je že mama kot iz zgodnje mladosti, ko me je vozila v vrtec, vozila na Ljudsko univerzo, tako da sem tam preživljal ogromno časa. Na drugi strani je pa res, da tudi doma pri nas je nikoli ta nekako njena prežetost z delom in pa predanost temu poklicu ali pa tej njeni vlogi, predvsem v tej naši Dravski dolini, nikoli ni znala razmeti tako dobro med službo in med domom. Želim si, da bi v Telem dvorcu postal center vseživljenjskega učenja. Tu že imamo prostore mladinskega centra in pa medgeneracijski center za kakovostno starost. To je največ, kar lahko lokalna skupnost da. V bistvu poveže te generacije. Ko sem obiskovala bilo kateri tečaj, sem se vedno postavljala tisto vlogo slušatelja. Kako se počutim, kaj moji slušatelji tega ne smejo doživeti, kar doživljam jaz. In to je andragog na strani udeleženca izobraževanja, može ga razumeti in pa jeti po korakih. Z leti se tudi mlinski kamen obrabi, bolj gladko teče, se pravi, razumeš, veš, kje so merila, znaš postaviti tisto, kar je pomembno. Še nikoli pa izobraževanje ali pa vseživljenjsko učenje, kar smo se naučili, ni nihče rekel, da mu je žal, da se je nekaj naučil. Mogoče je zanimivo to, da sem se v bistvu isto leto upisala na andragogiko, na filozofsko fakulteto. In večkrat je mama tudi prespala v mojem študentskem domu. In mama tam, bom rekel, že odrasla in velika, nekako se je mogla adaptirati na tisto študentsko okolje. Tako da to je bilo res zanimivo in lepo obdobje. Ljudje so tisti, ki gradijo prihodnost.